ker je bila že ura 11 večer. Okay. Tole je pa bilo zdaj. Še dobro, veš kaj, Robi, še dobro, da snemam, ker tole je zdaj pa on the record bilo v bistvu. Ne? Pozdravljeni v oddaji podcasta BIM Pogovori, v kateri se z gosti sproščeno pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgradb in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. V oddaji bomo govorili o uporabi BIM-a v Trimu, vzrokih, zakaj so se za tak korak odločili, njihovih izkušnjah z razvojem in uporabo BIM knjižnic in seveda pridobljenih izkušnjah na velikih projektih. Z vami sva Robert in Matevž. Zdravo, Robi. Zdravo. Zdravo. No, tokrat gostiva Mitja Vovko iz podjetja Trimo. Pozdravljen, Mitja. Pozdravljen oba. Mitja, lahko v parih stavkih najprej poveš nekaj o sebi? Ja, z veseljem. Sem Mitja Vovko. Trenutno se oglašam iz sejne sobe tehnične podpore Trimo. Drugače izvorno sem iz Novega mesta. Bil pa sem nekaj časa tudi Ljubljančan, nekaj časa sem bil eno kratko obdobje Anglež, zdaj pa sem zadnje 3 leta Trebanjec. Seveda pod vplivom Trima, ne? Ker je tukaj moje delovno mesto, mislim, da letos bo že kar 10 let. V prostem času grem rad na kakšno arhitekturno razstavo. Ne me vpraša, če sem bil na Bienalu v Benetkah, ker mi ni uspelo. Je bil izlet odpovedan zaradi premajhne udeležbe, tako da sem kar malo slabe volje. Pogledam kak film, drugače pa zelo rad potujem s svojo družino. Drugače po izobrazbi osnovni sem arhitekt, kot sem že rekel, 10 let sem že v Trimu, od leta 2006. Takrat sem začel moje prvo delovno mesto je bilo v razvojnem oddelku, ki je bilo takrat svoje čase zelo, zelo močno. Tam nekje 50-60 ljudi je bilo takrat zaposlenih, smo imeli ogromno bazičnih raziskav, ogromno zanimivih projektov, mogoče tudi izven prodajnega portfelja Trima. Bil sem vodja razvojne naloge. No, potem po 5 letih sem pa nadaljeval kot področni vodja v prodaji, zdaj sem pa v tehnični podpori kot svetovalec za produkte Kubiser, Kubiswan in pa Artmi. Na tej poti nekje sem se pa tudi v BIM zaljubil, tako da razlogov zakaj pa kje bi težko rekel, v glavnem sem velik privrženec. V bistvu zanimivo je, da praktično vedno arhitekte dobimo kot goste, tako da očitno arhitekti ste res tisti, ki ste nekako posvojili tale BIM. No, poznam nekaj arhitektov, ki so se pa udeležili Bienala, ki se tep ni uspel, tako da mogoče res te lahko žal, pa je pač po besedah je bilo lepo, ne? Ja. Ampak najbrž to ni bilo, si bil že večkrat, tako da poznaš, kako te stvari tečejo tam. Ja, poznam. Trimo in BIM v bistvu, saj meni osebno se ne zdi, ne vem, saj na prvi pogled v bistvu neka taka zelo konkretna povezava, ne? BIM zmeri z nekimi arhitekturnimi biroji, pa potem gradbeniki in strojniki povezujemo, bolj redko pa z nekimi proizvajalci nekih produktov. Lahko o zgodovini BIM-a recimo v Trimu nekaj poveš? Ja, res, da se direktno z arhitekturo ne ukvarjamo, smo pa zelo veliko v povezavi z arhitekti in skoraj na dnevni bazi z njimi sodelujemo. In to smo opazili že leta 2008, no. Še preden smo začeli z razvojem naših knjižnic in to z takrat internim programom Trimo Designer Win. To je bil takrat poizkus znotraj razvoja, je bila ena taka zelo zanimiva razvojna naloga, da bi razvili software, ki bi hkrati arhitektu omogočil enostavno risanje, vzporedno popis
ter neke hitre vizualizacije. Ne. To smo takrat naredili s podjetjem CGS na platformi Lumiona in v bistvu takrat se niti nobeden od nas ni zavedal, da praktično delamo BIM. Je izhajalo zgolj iz nekih internih potreb. Nažalost, takrat leta 2008, ko smo ga lansirali, ta program ni zaživel, ker po moji oceni ni bilo nekega internega promotorja. Če pa nimaš internega promotorja, potem pa tudi težko pričakovati, da bodo zunanji z veseljem to stvar uporabljali. Tako da naslednja prelomnica je leta 2012, ko smo pa res dejansko se odločili, da gremo v razvoj knjižnic produkta Cubis One. Seveda najbolj razširjena možnost je bila v software Revit in pa Archicad. Pomagala ste nam pa, tako kot verjetno vašim prejšnjim gostom, Pilon pa CGS. No, meni je zanimivo to, da se je podjetje Trimo vedno omenjalo prvo, kadar smo začeli govoriti o BIM-u. In če smo omenjali kakršnekoli podjetja, pa bi mi bilo mogoče zanimivo izvedeti, kako to, da ste res bili taki pionirji. Je to mogoče povezano s tem, da je bil Trimo predvsem orientiran na Evropo, ne toliko na Slovenijo, a so bili kakšne drugi vzroki? Kako to, da so se tako hitro lotili, pa da v bistvu ni bilo neke hude inercije, kakor vem? Ja, Trimo je, kakor smo majhni, 500 nas je zaposlenih, smo vseeno orientirani zelo globalno. In imamo interne kazalce trendov in se je takrat že kazalo, da veliko povpraševanj in projektov prehaja že kar v BIM-u oziroma v pač stavbe, ki so bile že zmodelirane, in smo imeli takrat težave pri teh konverzijah in smo rekli, ne, gremo v to zgodbo, ker se nam odpira tudi nek nov način komunikacije z našimi partnerji arhitekti. Ne. To ni več telefonski pogovor, ampak je diskusija preko modela. In to se je zelo pač našim vodilnim ljudem zdelo zanimivo in smo probali. Ne. In se je prelo, no. Lahko mogoče malo kasneje povedal tudi številke. Ne. Ja, v bistvu te letnice se vsaj recimo delno sovpadajo tudi z kakšnimi evropskimi projekti, ne, ki bi jih lahko omenili. Recimo RISES, na katerih smo bili skupaj, oziroma pač najbrž ti nisi bil direktno vključen, je bil pa Miha, ki ni več na Trimo, ampak se mi zdi, da tudi to je mogoče pripomoglo. Pa jasno sem prepričan, da je ta razvojni del, ki ste ga v Trimo imeli, je pač pripomogel temu, da so se stvari gledale bolj široko in ste začeli praskati povsod. Ja, pa zelo pomembno je, tako kot sem že prej omenil, da obstaja znotraj podjetja nek promotor teh orodij. Ne. In s tem projektom, ki ga bom zdaj nažalost moral omeniti kot projekt P, ne pa kot projekt z nekim drugim imenom znanega proizvajalca telefonov, je v bistvu razvoj teh knjižnic dobil en smisel. In smo bili dejansko vrženi že v kar 3. stopnjo BIM 3, ne pa 1, 2, 3, ampak kar direktno v 3. Pri supportu tega projekta. Se pravi, če to prav razumem, level 3, ne, kar pomeni v bistvu resna komunikacija prek modelov, izmenjava teh podatkov oziroma skupen model, ne, in tako naprej. No, v bistvu mene veseli, ne, da se te stvari na koncu, ko se nekje začnejo in se pač začne razmišljati o BIM knjižnicah, morda za začetku niti ne ve, a bo to zaživelo, ampak potem pač se recimo ta najboljša varianta skoraj izide. Ne? No, ta projekt
ki ga nažalost pač ne smemo pomenovati, bi samo omenil, da to ni samo podjetje, ki deluje telefone, tudi kaj druga. A je pri tem projektu kakršnokoli vlogo pri izbiri igralo to, da vi znate delati z BIM-i, ali je bilo pač to že samoumevno, da bo treba delati z BIM-i, pa ste bili vi v bistvu izbrani zaradi tehnične odličnosti in primernosti produkta? Ja, bilo je več krogov. Seveda prvo vprašanje je bilo, ali Trimo pozna BIM. In seveda to je zdaj na trgu tako, prodajalci, mi smo prisotni več kot v 60 državah. In prodajalci vedno na začetku rečejo, da, seveda, obvladamo. Ampak če sem čisto iskren, v tistem obdobju praktično nismo obvladali, nismo znali tako podrobnih modelov izdelati, kot jih znamo zdaj, pa tudi tako hitro. Ker vseeno ta zagonska energija je potrebna pri vsaki stvari, tukaj pri tem BIM-u pa mogoče še bolj. Da se usvoji tisto znanje manipulativno, da te translatorji delujejo na pravi način, tega takrat pač ni bilo. Ampak smo vseeno pač možnost je bila, znana referenca je bila in sem se jaz potem takrat zelo z vsem entuziazmom in željo vrgel v to stvar in smo to stvar naredili. Je bila pa tudi zame osebno res zanimiva izkušnja, ker investicija v ta projekt ni tako majhna. Če povem samo, da investicije v ta cel objekt, mi nismo gradili vsega, mi smo bili prisotni tam v 5. nadstropju z nekimi tehničnimi stenami v nekih hodnikih pa tako. Ampak 6,5 milijarde investicija to nekaj pomeni. Za primerjavo, VTC v New Yorku je imel budžet 4 milijarde. Tukaj pa privatni sicer investitor pa 6, pa vse si lahko privoščijo, ampak za Trimo je bil to zelo zanimiv projekt. Omenil si na začetku, da takrat, ko so se pogajanja začela, v bistvu Trimo še ni vedel, kaj dosti dobimo. Ampak a zdaj veste dosti, zdaj obvladate BIM, bi ga zdaj lahko integrirali v svoj delovni delotok brez nekih posebnih težav, ali vam še mogoče vsem kaj manjka? Ja, zavedanje znotraj podjetja je sigurno večje, kot je bilo takrat. Vsi poznajo to tematiko, ampak cilj bi bil, da se pač to orodje uporablja več kot samo v tehnični podpori ali pa v prodaji. Trenutno 100% uporabljamo Arhiket in naše knjižnice v tehnični podpori v sodelovanju z prodajnim inženiringom. Se pa tudi dogovarjamo, da bi našo projektivo preusmerili v projektiranje v 3 dimenzijah, ne pa več 2D. Kar je pa mogoče še večji napor, kot pa tisti napor, ki sem ga vložil na začetku. Če lahko malo skočim, ker to sem v bistvu, mislim, dobro, jaz sem bil presenečen, Robi, ker si vprašal, ali zdaj to znajo delati. V bistvu jasno, tako, meni se zdi zelo dvoumno vprašanje, v bistvu, kaj pa sploh je BIM, se še midva se ne strinjava, kaj je, ampak, malo heca, ampak v bistvu to, da pa v bistvu, ima tehnična podpora, uporablja BIM, Arhiket, ni da ni, saj iz tega stališča vejo, kako se stvari strežejo, kaj to dejansko pomeni potem v tem BIM procesu, da pa recimo projektiva še zmeri nekako capla za vami dosti, če gledamo realno, 10-15 let skoraj, je v bistvu vprašanje. Mislim, to se meni zdi načeloma zanimivo, in to znotraj enega in istega podjetja, ne industrije na splošno. Ampak če lahko sem to omenil, naša projektiva ni projektiva v smislu projektivnega biroja. Ja, se razumem. Ni zadržek tukaj znanja programa. Mi imamo 6 ali 7 licenc Revita in projektanti so zelo vrhunski in bi to osvojili v
parih mesecih. Problem je, ker so na te izhodne dokumente vezane vse šifre iz prodaje, šifre v proizvodnjo. Projektiva naša je v bistvu priprava dokumentacije za proizvodni proces. In te številke so tako predpovezane preko NC-kod in tako naprej. Tle je ta napor, ki ga je potrebno pokriti. In so povezane tudi finance, odobritev, uprave, to je zdaj pa ta korporativna zavora. Če je to biro 10-15 ljudi, se to zelo hitro zmenijo, kaj bodo delali, ampak tle je pa zgodba malo drugačna. Ja, se to bilo tudi zadnjič vprašanje, kaj je bil Domen iz Knauf Insulation, ki so tudi pač neke knjižnice razvijali, oziroma imajo razvite, pa je bilo vprašanje, v bistvu, to uporabljajo tudi sami za proizvodno, oziroma se te stvari dejansko gre iz teh programov neki popisi materialov v potem samo proizvodno in tako. Jasno, odgovor bil ne. Tako da predvidevam, da je tukaj recimo delno podobno. Ja, delno podobno tudi z nekimi sredstvi in tako naprej. Se dogovori že potekajo in s Pilonom oziroma z Davidom Lozejem, se ga verjetno poznate. On je, jaz bi rekel, fenomen v Sloveniji, je arhitekt, zraven pa še programer, razume stroko, tako da kader, ki ga tukaj kar spoštujemo vsakeč, ko pride. So stvari nastavljene, ampak je tle stvar odločitev uprave, ki se pa, kakor veste, pri Trimu zamenjala. Zdaj imamo lastnike tujce in je ta stvar tudi s tem povezana. No, vseeno se mi zdi, da je pri Trimu situacija res malo posebna, ker v bistvu pokrivajo tudi tisti del izdelave, vi imate še proizvodnjo. Ja. Tako da vseeno, meni se zdi, da vseeno ne traja toliko dolgo časa, če ste se dejansko srečali z BIM še 2012, ste se v bistvu kar hitro obrnili. Če smo pa že glih omenili to izdelavo vaših knjižnic, pa avtorja vaše knjižnice, vem, da sem bil na par predstavitvah, ker je ukazal kot te BIM knjižnice, ki ste jih pripravili v sodelovanju z njim, kot ene najbolj naprednih. In če se ne motim, tudi omenil, da se že razvijajo neke razširitve, da bi lahko se te kode potem dejansko prenašajo naprej v proizvodnjo, samodejno in to. Tako da mislim, da ste kar na dobri poti. Vem pa tudi to, da je omenil pri teh knjižnicah, da ima ogromno težav s tem, ker je pripravljal knjižnice za Arhicad in Arhicad omogoča veliko več kot recimo Revit. Nekaj takega, da so tudi s tem neki problemi in a to ste že rešili mogoče ali ne? Ja, to je pa, bi rekel, narava user interface oziroma delovnega okolja samega posameznika oziroma Arhicada in pa Revita. Revit, to je zdaj večna debata, kateri program je najbolj idealen za koga. Jaz sem pripadnik Arhicada, tako da karkoli bom rekel dobrobit Arhicada. Je pa res, da ima naša knjižnica v Arhicadu ogromno več parametrov in te parametri se odražajo tudi v sami risbi, ne samo v nekem property baru, ampak ti lahko grafično premikaš na vsakem elementu, imaš nastavljene generične točke, s katerimi element podaljšuješ, ga modificiraš, vse zelo grafično. V Revitu si pa mogoče rahlo omejen. Tudi, če konkretno povem, mi delamo z orodjem Curtain Wall v obeh programih in Curtain Wall v Arhicadu je daleč najbolj napredno orodje v primerjavi z vsemi softverji, ki so na trgu. In ti lahko praktično vse elemente že prednastaviš in se ti ta stena avtomatično zriše že z vsemi zaključki. Pri Revitu je pa postopek malo daljši, je Curtain Wall ločen oziroma izoliran zgolj na elemente in moraš potem ti vse te obrobne detajle določevati pa risati sam. Tako da to so eni taki manjši minusi pa plusi. Mi v tehnični podpori smo se odločili za
Arhiket pa tudi zaradi drugega razloga, tudi zato, ker izvajamo fotorealistične prikaze in Arhiket ima fantastično povezavo s Cinema 4D. In to je ta indirektni marketing, ki smo ga že prej v predgovoru omenjali. Poleg tega, da imamo model izrisan, skoraj 1:1 pripravljen za projektivo, ga mi izkoristimo tudi za vizualizacije. In te vizualizacije grejo vse ponudbe, ki pa imajo nek 3D, so pa uspešnejše. Tu smo neke interne analize delali tudi za 10%. Tako da velika energija tudi v to vlagamo. Si predstavljam. Kot zanimivo, ko si to govoril, sem se danes spomnil, v bistvu, ker je bila en podcast, sem drug poslušal, pa je bilo rečeno, da video, tiste objave na Facebooku pa na Twitterju, ki imajo video noter, so 140% večkrat kliknjene kot tiste, ki jih nimajo, ki imajo samo sliko. Tako da si pa predstavljam, jasno, da uporabniki ali pa naročniki kupujejo z očmi na koncu. In da če je tista stvar narejena tako, da zgleda, da bi jo držal v rok, oziroma da bi lahko že kar prijel, je to pač jasno velik plus. Ja, te stvari še dodatno raziskujemo, kaj bi še lahko naredili več, kot pa samo 3D render oziroma neka slika. In smo prišli do dost zanimivih rezultatov. Se v zadnjem času spogledujemo celo z neko virtualno resničnostjo. Spet je tukaj potreba po nabavi določenih hardverjev, ampak v prvi stopnji smo sposobni narediti to, da se lahko naročnik sprehodi čez njihov objekt. To je ena taka stvar, mogoče škoda, ker smo samo zvočno povezani, če bi tudi slikovno bi vam to pokazal, kako to zgleda. Ampak mogoče ta link tudi kam obesimo. Ne, to na vsak način. Če imaš kakšen slučajno link na kakšno tako zadevo, se najbrž je to in na spletni strani vaši, ki je, z veseljem to polinkamo, potem bojo tako zapiski in bojo lahko poslušalci šli tja in si zadevo pogledali. Me pa jasno skecano, ker v začetku, prej smo začeli tale podcast snemati, sem jaz želel, da bi bilo to video. Pol bi se dal marsikaj več narediti, se strinjam, še posebej, ko govorimo o BIM-u, pa jasno zelo težko zdaj nekaj razlagamo o Arhikedu ali pa Revitu, pa to ne moramo pokazati. Ampak morda naslednje leto. Morda. Ja. No, Matej, ti že zvočno včasih pozabiš snemati, tako da pa bi še večji težave. To je tudi res. Mitja, v bistvu zdaj govorimo o knjižnicah. Kako so pa to recimo končni uporabniki, pa recimo, da so končni uporabniki teh BIM knjižnic, ste interno vi sami, kaj pa širše? Ja, ta stvar tudi zahteva nek finančni vložek, pa tudi energijo, da se ta stvar preko spletnih strani je ena stvar, promocije, ena stvar je preko naših internih inventov, da se te stvari širijo preko naše tržne mreže. Vse to smo nekako probali narediti, ampak so koraki počasni. Nam pa zelo pomaga to, da smo na znanem portalu BIM Objects. Smo se odločili za to investicijo, ki ni majhna, ni pa spet nekaj velika. So te neke letne subskripcije, ampak se je izkazalo, da smo posredno, brez da smo tega arhitekta prej poznali, sta se nam dva javila in sta tudi uporabila to knjižnico. Mogoče gre za hvalo res BIM Objectsu, ker znajo res lepo promocijo narediti. So nam posneli promocijski video, naredili en tak predstavitveni katalog, nas proti obveščajo o analitiki, ki se zadaj dogaja, plus seveda njihova baza je neprecenljiva. Za vsako novo objavo oni vse svoje
uporabnike obveščajo, ne, če si pač ta uporabnik to stvar ne zablokira. Ampak res zanimivo je to, da smo dobili 2 posla, ne da bi vedeli za arhitekta in arhitekt je te knjižnice uporabil in jih potem tudi uporabil tam do PZI dokumentacije. So nas pa poklicali, ne, to je fajn, ta 2 arhitekta so nas poklicala, ker sta imela pač nekaj težav, risarske narave smo jim to pomagali rešiti in spet na kakšen način smo jim pomagali rešiti, tako pač samo s pogovorom včasih kakšno stvar težko rešiš, ne, tako da smo začeli snemati tudi predstavitvene filme oziroma tutoriale o naših knjižnicah in jih objavljati na naši na tem pač YouTube kanalu, kar je bilo super, ne, na koncu. Velike pohvale smo bili deležni. Mislim, kaj ne rečem. Same lepe stvari slišam. V bistvu sem še zdaj na BIMobject pogledati in res našo Trimo. Vidim, kaj imate, samo Cubis One gor. Ja. To je trenutno. To je v bistvu že tretja generacija knjižnice, ne, ki je na BIMobjectu. Zdaj drugače imamo pokrito tudi Trimo Term, pač proizvode, pa tudi zdaj načrtujemo Cubis Air v naslednjem letu. Je pa stvar taka, ja, mislim, to so te letne subskripcije, ki na začetku leta uploadaš in tisto, kar takrat imaš in je pol teže to stvar zamenjati. In v naslednjo leto bomo dali vse gor. Od Cubis Aira, Trimo Terma in pa Cubis Air, Cubis One, Trimo Term. Bo pa tudi ta knjižnica na voljo na novi spletni strani, ki jo pa tudi zdaj oblikujemo. Čist mimo grede, čez en mesec bo imel Trimo totalno drugačno ali pa čist novo celostno podobo. In s to gre z roko v roki tudi nova spletna stran, kjer bodo te knjižnice na voljo brez registracije. Do zdaj so bile z registracijo, zdaj bomo odprli open source. Se pravi, zdaj, če sem jaz prav razumel, vaše knjižnice vi objavljate na BIMobject, pa na svoji spletni strani, a mogoče še kje drugje? Ja, pač imamo tudi produktne spletne strani. Te stvari bomo zdaj malo drugače zastavili. Ne bo več korpo spletne strani, pa produktne spletne strani, ampak bo ena Trimo spletna stran, ki bo vsebovala vse podatke o produktih, o knjižnicah, o novicah, o finančnih performancih in tako naprej na enem mestu. Ampak trenutno se te knjižnice na Trimovi spletni strani, na produktni strani Cubis One in pa na BIMobjectih. Skratka, vprašanje je jasno, ali, mislim, saj iz pogovorov, pač tega, kar si povedal, mislim, da je stvar jasna, da ste zelo zadovoljni s tem, da to imate, ne? In da očitno stvar deluje. Zanimivo je to v bistvu, no, da je tudi BIMobject nekako omenjen v smislu, da dejansko ni sam nekaj, kamor boš to vrgel in potem praktično nikoli več slišal za njih, ali pa da ne bo kakšne direktne koristi, ampak pač po tem, kar si povedal, je super, ne? Da je enostavno brez kakšnega dodatnega marketinga v bistvu pridejo naročila. Ja, pa vaju zanimajo tudi številke. Ja, če kakšno poveš, v bistvu vsaj tak hrad. Mene osebno bi sigurno zanimalo, koliko Trimo da za eno leto naročila na BIMobject. Približen, tako, reda velikosti, da ne bom rekel, da je 100 evrov. Če smeš povedati, ne se drugače ne treba. Ne smem povedati, ampak moram biti iskren, da tudi točne številke ne vem. Ni pa nekaj wow, no. Ne, sej, to prvič sem vedel, da pač o številkah zelo težko direktno govoriš, ampak super je pa slišati, pač, no, da jaz verjamem, da ste že pač to noter dobili, ne, skozi naročile. Smo že presegli. No, super, ne, sam to sem hotel vedeti. Tako da se splača, ne, tako na dolgi rok, recimo, če ima kakšno podjetje knjižnico, pa da ima še eno leto časa, se splača to objaviti.
ker oni ogromno, da jaz sem bil na eni predstavitvi v Ljubljani, se sta bila tudi vidva tam. Koliko ljudi, koliko oni energijo vlagajo v to analitiko zadaj. Ni to samo nek server, kjer se te knjižnice pojavljajo, ampak delajo tudi na prepoznavnosti tistega, ki več plača. Tako da za eno tako, odvisno tudi, koliko knjižnice gor, za koliko časa se zavežeš, koliko oni te pomagajo, da si prvi zadetek na tisti strani in tako naprej. Ampak mi smo šli eno srednjo varianto in nam je uspelo zdaj v enem letu doseči 2500 downloadov, pa nekaj čez 10,000 ogledov, kar je super, ne? Če nekako to razmišljamo v smislu klasičnega marketinga, koliko obiskov pri arhitektih bi to bilo, pa koliko enega denarja, letalskih poletov in tako ne. To je v bistvu tisto, se mi zdi, da je v bistvu recimo tak, se mi zdi kar dober poslovni model, ki ga bi morali imati v bistvu na ta način. Ker mislim tako, ba je, da enostavno Autodesk v Ameriki, kjer so se oni tudi Autodesk svoj čas šli neke take knjižnice, ne? Enostavno jim prepustil cel trg in je BIM Object tam v bistvu bolj manj doma, ne? Čeprav so Mađari, ne? Od tam prihaja iz Mađarske, no? Tako da smo blizu. Ja, Graphisoft je mađarski, tam je kar srce izgleda. Ja, Graphisoft je zdaj nemški pravzaprav. Ja, okay. Zvorno je bil mađarski. Slišal, mislim, da smo malo zašli, ampak da te BIM Objects so dejansko so inženirji, ki so pobegnili stran od Graphisofta, ne? To za kdaj drugič. Bi kar verjel. To za kdaj drugič. Zdaj, če smo obdelali knjižnice, pa recimo, da zdaj arhitekti potem te knjižnice snamejo dole z BIM Objects pa z vaše spletne strani in tako naprej, in potem upamo, da pride do projektov. Me zanima, a lahko poleg tega projekta P, ki ga ne smemo imenovati, mislim, da imate še en projekt M, ki ga tudi ne smete imenovati, so eni proizvajalci avtomobilov. A je še bilo tega lahko omenimo. Tega lahko? Aha, McLaren, ne? Ja. In ta omemba ni bila poceni. A lahko kaj več o tem poveš? Ja, lahko. To je tudi mene presenetilo, da te res znane in velike firme svetovne, ki jih srečamo na vseh billboardih in na vseh športnih tekmovanjih na avtomobilih z nalepkami, dejansko računajo za to uslugo. Ne? Da ti nalepko daš na svojo spletno stran, moraš ti njim plačati, ne obratno. Ne? Ker so oni že pač tako veliki in prepoznavni in močni, za to računajo. Njihov produkt jim je. In pri McLarenu je bilo točno to. Ne? Oni imajo pripravljene marketinške pakete in ti kupeš pakete 1, 2, 3, si zbereš enega in za to dobiš, ne vem, 2 vstopnici VIP za, ne vem, Formula 1 dirko, plus ves slikovni material, tehnične narave, potem material, ne vem, za kulisja in tako naprej. Ne? In za to plačaš, ne? Lepe denarje. Ne? In to zdaj ne bi rad govoril prav o številkah, ampak tista dodana vrednost, ki je bila iz naslova teh fasad, ki smo jih tam montirali, ta zaslužek je v bistvu pokril ta marketing. In raj ne bi povedal, ker je kar visoka številka. No. Sej ni treba, ampak meni je zanimivo, Matej, zanimivo mi je, koliko smo mi v teh BIM pogovorih danes prišla na to, da govorimo skoraj celo oddajo o marketingu. Ja, zdaj bova, tam za en management že imamo, ne? Zdaj bo sam še marketing, pa prišel v bistvu tole. Mitja je glihta prav, da bo rekel, da je tisti v BIM-u, da je marketing. No dobro, verjamem, da ne boš, ampak dobro.
Ti čisto prostimo, če boš. Pa kar mogoče ni daleč od resnice. Definitivno. Ne? Še posebej, če smo že govorili o uporabnikih, pa končnih naročnikih, pa vizualizacijah, pa ne vem, virtualni resničnosti. Sicer to bolj malo vse izvira iz 3D narave, BIM-a, bolj malo pa iz tistega IA, ki ga recimo, da v zadnjem času vsi toliko radi omenjajo. Ampak okay, to je že druga spet zgodba najbrž. Čeprav imamo tudi mi eno izkušnjo, da ta information včasih sploh ni zaželen pri BIM projektiranju. Res, lahko kaj več poveš? No, ta je res zanimiva. Ja, no, če si izhaja tako iz praktične projektantske izkušnje, da ti v bistvu v PGD fazi nikjer ne smeš navajati proizvajalca. Tisti izrazi trimo, fasada naj bo trimo ali podobni. Te stvari se zdaj izključujejo in če zdaj ti to informacijo v BIM-u not vnašaš, v bistvu je ne smeš, ker kršiš neko projektantsko neodvisnost. Tako da mi smo zdaj že 2 projekta pomagali projektirati, eden je tudi v Ljubljani IKEA, kjer smo te vse informacije mogli brisati. Oziroma knjižnice naše v osnovi teh informacij nimajo, jih pa dodamo, če so potrebne v naslednjih fazah. No, na to pa sploh nisem pomislil. Ja, jaz tudi ne. V bistvu, tako da... To je Slovenija, Skandinavija je druga zgodba. Tam gre model direktno na upravne enote, brez kakršnih koli map, z vsem pač balastom, ki gre zraven. A lahko to pa pojasniš? V smislu, ta skandinavska zadeva. Ja, oni v bistvu, njihove upravne enote so že na tem nivoju, da imajo pri sebi samo še neke bralnike IFC, oziroma kakšno podobno aplikacijo kot je Celibri, in projektanti v bistvu samo pošiljajo numerične podatke v smislu kobi dokumentacije ali pa IFC dokumentacije. In ta stvar gre na občino, oni znajo to stvar dešifrirati, tako da gradbeno dovoljenje sledi iz IFC-ja, ne pa iz 3 map, tako kot jih mi dobavljamo. No, jaz bi samo pozoril, da pri nas to ne bi šlo na občino, ampak na upravno enoto. Ja. Ampak verjamem, da imajo tam kak drugače zastavljen. Mi je pa to res zelo zanimivo, ker če pri nas kaj na upravni enoti omeniš Solibri, te verjetno pošljajo v kako drugo pisarno. Ja, za ptiče najbrž, kakšne. Živalski vrtoglani. Ena stvar mogoče še. Rob je prej že začel, kako pa to pol tele knjižnice, pa BIM-i, pa levo, pa desno. Kako pa pol v bistvu, a se da s temi knjižnicami v bistvu ali vsebuje te stvari dovolj podatkov, skratka vse podatke, ki so potrebne za naprej, ne vem, in za gradbenike in za, ne vem, račun neke energetske učinkovitosti zgradb. To direktno pride lahko tudi ven iz BIM teh knjižnic, ki jih imate? Ja, ker zelo imamo tako parametrično zasnovano, da hkrati, če ti spreminjaš parameter debeline, se ti avtomatično tudi U-faktor spreminja. Tako da ni nekih šumov, da bi recimo nek projektant si zaradi kakšnih drugih vzrokov zaželel debelino 150, pa ne bi bila ta U-vrednost popravljena. Tako da te stvari so zelo sinhrone in grejo tudi skupaj ven. Je pa tudi čarno. Arčike 20 ima eno odlično orodje, to je IFC Manager, ki zelo hitro zapolni te podatke. In te podatke imamo že pripravljenih, vnesemo v IFC Manager in jih potem samo assignamo na različne curtain wall. Ampak to delamo v bistvu kot neke vrste storitev za projektante, če je potreba.
Ampak, kot sem že prej rekel, neke večje potrebe potem ni bilo, ker so že taki blank podatki dovolj. A smo kaj pozabili, tazga reči, na temo knjižnic in neimenovanih projektov? V bistvu, mogoče samo s temi ta velikimi projekti. No. V bistvu si omenil level 3 BIM, izmenjava podatkov, kaj to pol to dejansko pomeni. IFC, levo, desno, priklopiti se na neko bazo, pa tja noter unesti stvari oziroma jih prenesti iz Arhikeda ali kaj podobnega. Ja, IFC je tisti dokument, ki smo ga uporabljali, ampak smo imeli tudi dostop takrat. Generalni izvajalec je bil takrat kaj je že bil, CMF Skanska, in oni so uporabljali Navisworks. Sodelovali smo pa z njihovim BIM menedžerjem, tako da nam je on dodelil pravice v njihovo bazo, smo te IFC-je plasirali in njegova naloga je bila, da jih je uploadal vsak teden ob četrtkih, so imeli sestanke, da so te stvari pregledovali. Ne. Mi smo pa pač mogli te modele pripraviti na tak način, da so bili na eni pravilni globalni višini, pravilno orientirano, da jim je potli pač v Navisu ta stvar vedno na isto mesto padla, ne, z vsemi popravki. Tako da ta BIM menedžer je kar prihodnost. Bi jaz rekel, v Sloveniji jih ni, ali pa so zelo redki, v Ameriki so pa zelo spoštovani in dobro plačani. Jaz bi se nekaj vprašal, glede na to, da vi delate globalno, pa vem, da tudi ta velik projekt je v bistvu bil v eni državi, kjer nimajo metričnega sistema. A ste imeli pri teh pretvorbah v IFC, glede na to, da tu ste pa verjetno v metričnem sistemu projektirali, Ja. pa da imate vse zdaj v metričnem sistemu, a so bile kakšne težave s temi pretvorbami, ali je to IFC znal oziroma Arhiked znal avtomatsko pretvoriti, tako kot je bilo s tem? Ja. Največji problem je bil pri nas v glavah, ne, ker mi že sanjamo metre in centimetre. Ne. Oni pa ne vejo, če mu poveš, da je Triglav visok 2,800 in nekaj, mu nisi povedal nič. Ne. Tako da, ja, na začetku je bila malo težava, ne, ampak ima res Arhiked fantastično orodje, ne tako kot recimo old school AutoCAD, ki si mogel nek faktor merila vnašati noter, ampak Arhiked točno ve, kaj je njemu enota. Ne. Tako da mi smo modelirali v metrih, na koncu samo spremenili v inče in je bila stvar fantastično, res prepoznana. Je pa res bili smo tudi v Ameriki in se tako res dejansko srečali s tem njihovim sistemom in je res dejansko velika ovira. Tako kot sem že prej rekel, bolj v pogovorih pa v glavah, kot pa pač tehnika pa risbe hitro se daje pravilno nastaviti. Ne, samo dialog je pa malo specifičen, ne, tudi s kakšnimi takimi kalkulatorji na mizi. Kaj pa, mislim, če nadaljujem tole, zaradi tega, ker se mi zdi, ker tako smo se prvič vodimo pogovor v tej smeri. Recimo, pač te pretvorbe niso ena na ena, v smislu, veš, cela številka v metričnem sistemu je daleč od tega, cela številka v onih. Ne? A je s tem kakšna težava, s kakšnimi zaokroževanji, s tem in onim? Mislim, to se mi zdi v bistvu tako. Zelo hitro pridemo do tega, da enostavno se kakšne decimalke tamle ne ujamejo čist, ne? Ja, sploh je še proizvodnje upoštevati, na to, da imajo neke standardne velikosti. Ja, je težava, ne bom rekel, da ni. Ne. Ampak vsak produkt ima neko toleranco, mi smo na to računali. Zahteva je bila na začetku 1/8 inča, da je ta možna napaka, oziroma neka natančnost. Ne. In to se glih nekako sklada z natančnostjo naših produktov. Koliko pa je to v metričnem sistemu? 3-4 mm. Aha. No, ker meni to nič ne pove, 1/8 inča. Ja, inče koliko? 2,54. 2,54, ja.
2,5 naokrog, ne? Ja, tako je. Pa čeprav tudi mi to uporabljamo, se sploh ne zavedamo, rečemo 16-solska guma, ne. Je to, ne. No, veš kaj, tukaj mogoče Robi ve, kaj to pomeni. V bistvu, če meni rečeš 16-solska guma, v bistvu je sam vprašati v redu, koliko je to veliko, v bistvu, gre to na moj avto, v bistvu, nič si ne predstavljam. Koliko imaš ti na avto, Matevž? No, vidiš, to, če bi meni rekel to, kaj imaš ti na avto, bi pa vedel, to je pa že kar neki, kar primerna velikost je to, ja. Ker v bistvu zanimivo je tudi to, ne, ker dokler sem še, recimo, se precej vozil s kolesom, so bile tudi kolesa so tudi na ta način, ne, mislim, una gorska, ne, veš, pa si kupil, ne vem, toliko colsko velikost. Koliko je to? V bistvu, kaj pa jaz smem? Ne me heca, 10 centimetrov mi povej, ali pa koliko moram biti velik, da mi bo glih prav, ne? Ja. Okay. Isto je tudi, recimo, jaz sem se 3 leta nazaj kar dosti resno z golfom ukvarjal. Sem ga igral in tam so tudi vse te stvari zelo v teh neznanih številkah, ne. Tudi dolžine palci in tako naprej. Imamo še kaj za dodati? Gremo? Jaz mislim, da moramo biti naprej na priporočila. Bolj, da gremo, zato, ker tole bomo drugače zavlekali na 2 ure. Mitja ima preveč dobrih zgodbic za povedati. Ne, to samo pomeni, da ga bomo spet zahaklali, pa bomo se zorendirali, pa skoncentrirali na kakšno tako posebnost, pa je prvil do konca. Pa, če bomo izkoristili tisto priliko, da gremo na video. Ok, dajmo iti malo naprej, po bistvu na tale priporočila. Mitja, nekaj si pripravil, povej, kaj je to? Kaj si s tem mislil? Ja, hotel sem v bistvu najaviti, no, tisto, kar sem že prej omenil v smislu teh tutorialov, ki jih pripravljamo za naše stranke arhitekte, tako da dajte si oziroma vsi poslušalci pejte pogledati, pa če vam kaj pride prav, uporabite, drugače pa komentirajte, ker ta stvar je pri nas kar živa, ne. Imamo ogromno enih, mi temu rečemo tips and tricks videos, ker interno uporabljamo, srečamo se s kakšnim izzivom, da probamo rešiti in te največje izzive posnamemo in jih objavljamo, ne. Zdaj imamo tam nekje 9, ta ponedeljek mislim, da je bil nov video objavljen. Tako da bi povabil vse, pridite pa si oglejte. Kako imate to link je na YouTubeu oziroma se bomo dali tako noter v zapiske? Ja. Tam je ta skupina oziroma grupa Beam Tips and Tricks in noter se nahajajo vsi do zdaj posneti. Ok, super, sem že našel, bomo polinkali tole. Tako da, če kdo hoče mimo zapiskov jeti, Trimo Beam napiše v iskalnik na YouTubeu, pa bo našel takoj. Ne, Matevž, ne smejo mimo zapiskov. No, dobro, no. Se mogli tudi naročiti, pa sem ben noče. Kaj zdaj to? No. Jaz dodal samo to, da ste se lotili, da ste v bistvu ubrali pravilen pristop, zato ker, ko se pogovarjam s študenti, predvsem tam na drugi stopnji, ko imajo kakršnekoli težave z AutoCAD-om, Revitom, Archicadom, čemerkoli, prva stvar, kar pogledajo, je YouTube. Tako da ste v bistvu očitno izbrali prav pristop. Ja, ta video je v bistvu toliko bolj sporočilen, kot pa, ne vem, da bi pisali neke PDF-je, pa jih gor objavljali. To nikoli ne moreš tako dobro povedati, kot pa to narediš v video posnetku. Drugače pa iščemo tudi enega dobrega govornika, ki bi zraven še opisal, kaj se dogaja na videu. Zaenkrat so samo tako zagledati, ampak če poznate kakšnega ali pa kakšno zažametnim glasom, lahko priporočimo. Sem mislil, da bo vprašanje, če poznamo kakšnega podcasterja. Ali pa to, no. No, v bistvu to je, ok, poslušalci, če kdo tam, če med vami kdo, ki ima lep žameten glas,
Trimo je naslov za novo službo, če hočete glas kazati naokoli. Ampak mimo tega bi rekel, da toliko bolj avtentično izpadajo tiste videoposnetki, ki jih dejansko ti zraven komentira, kaj to dela. Ja, to je res. Nikoli ne moreš tako dobro posneti, razen če si res ne vzameš ne vem koliko časa, ne vem kakšna videoprodukcija zadaj, da to posinhroniziraš tako, da to res dobro vam pride. Bož, da pač malo mimo govoriš, malo se včasih zmotaš, ampak vsaj ti poslušalca pa gledalec tistega videa ve, da to res ta naredil, pa da to res dela. Se to imaš pa prav, ja, bi bilo res malo smešno, da bi Pavle ravno hrib govoril. To je približno, zmer se spomnim na kakšen oglas. In potem je pač ti sinhroniziran, čeprav v bistvu pa prepoznaš po glasu nek slovenski igralka in pač v redu. Tudi, če ste se tako odločili, ampak takoj me odvrne od nakupa tazga izdelka. Ne? Ja, to je res. Tako da bomo rekli še enega podcasterja. V podtonu tazga, ki zna uporabljati Arhiket Revit. Tako. In ki vedno prižge rekord. Nič, Robi, povej, kaj imaš ti? Moje priporočilo za tokratno oddajo je pa en prispevek, in sicer IFC is much more than a simple file format. Z drugimi besedami, prispevek govori o formatu IFC in če morda ne veste nič o njem, ali pa tudi če že veste kaj o njem, priporočam branje, ker je en tak zelo lep pregled, kaj je mogoče, kaj se notri najde, pa morda kje so težave z IFC-em. Tako da zelo, zelo priporočam branje. Povezava bo seveda v zapiskih. Hvala, Robi. No, zdaj v nasprotju vsem tem, kar sem sicer predlagal ali pa priporočil, imam torej danes res nekaj bimovskega in to je članek Žige Turka. Žiga je bil gost v 10. oddaji BIM pogovorov. No, ta članek je 10 questions concerning building information modeling. Skratka, dober članek, tipično po Žigovo napisan, odpira cel kup vprašanj, ki mislim, da vsi tisti, ki se z BIM-om ukvarjajo, bi bilo dobro, da se vsake dolg časa malo ustavijo, pa o BIM-u kot takem razmislijo. Tole je, mislim, da je primeren trenutek, da se pač o tem skratka preberejo članki in se zraven malo zamislijo nad celotno zgodovino, tehnologijo in predvsem to, kaj v prihodnosti. Matevž, jaz bi samo opozoril na naslov tega članka, če ga lahko še enkrat prebereš, predvsem zadnjo besedo. Modeling, ja, v redu. Sej to jaz vem, da je model. No, gremo na hitro vprašanja. Mitja, povej, BIM programska oprema. Sicer sem že v Ganu, ampak dober, te moram vprašati. Arhiket. Osebno uporabljam Arhiket dnevno. Drugače imamo pa, če malo širše povem, v podjetju tudi Revit za podporo Revit uporabnikom, potem imamo Teklo za preračun statike Jekla. No, ja, sej ste na takem področju oziroma ste nekje vmes v tem procesu, ker se jasno ne da izogniti temu, da bi se lahko vi odločili samostojno, okay, mi bomo pa sam tega uporabljali, to pač ne gre. Ne? Tako. Ja. Robi, boš ti tega vprašal? Mitja, povej, a ti razumeš BIM kot model ali bolj kot proces? Bolj kot marketing. Marketing je tudi del procesa, tako da moram reči proces. Matevž, si slišal? Spet sem zgubil, ja, v redu. Se bom zdaj še dobro, da sem si nekaj za jesti kupil prej, v bistvu, ker se moram malo potolažiti. Eno čokolado sem si prvošel in mi je cukor zdaj leče izpadel. OpenBIM, na koncu vprašanje še v bistvu ta OpenBIM.
kako je zdaj s tem, se splača, ne splača, mislim po odgovoru prej, mislim, da stvar sploh ni vprašanje. Ne? Ja, jaz bi rekel, da se splača, seveda, ker je to za nas nov način komuniciranja. Smo se hoteli, je tudi težava, nasplošno mislim, da v vseh podjetjih je komuniciranje, pa ne navzven tudi znotraj. Tako da je to eno fantastično orodje, ki pove več kot pa telefonski pogovor, oziroma v kombinaciji s telefonskim pogovorom je to zmaga. Ne. Tako da osebno jaz podpiram. Pa predvidevam, da v bistvu se tudi stvari, ki morda so v začetku problem, se jih načeloma da rešiti tudi v okviru recimo tega nekih standardov, uporabe standardnih zapisov. Ja, je pa tudi res. No. En zanimiv komentar sem slišal od enega sodelavca, da takoj ljudje, ki uporabijo besedo BIM, hočejo povedati, da oni znajo rešiti vse probleme. Ne? Ampak sama beseda BIM ali pa BIM kot model ne bo rešil ničesar. Ne? Če ti s tem ne odkriješ nekaj, kar bi v bistvu dva spregledal. Delo je vseeno bolj kompleksno, ampak nudi več odgovorov in več rešitev. Tako da ga je treba pravilno uporabiti v svoj prid. Ja. Zdaj si moral še enkrat omeniti to, da je to model ne bo nič rešil. Ampak dobro, v redu. Mitja, res najlepša hvala, da si vzel čas za tale pogovor. Mislim, da bojo poslušalci veliko novih stvari izvedeli, predvsem na podlagi izkušenj, ki ste si jih pridobili, lahko rečem samo. Skratka, videti je, da se stvari tečejo dejansko v pravo smer in da pričakujemo lahko sam še boljšo in tehnično podporo in uporabniško izkušnjo ob uporabi BIM-a in jasno BIM knjižnic. In na koncu seveda tudi produktov oziroma tako, ne? Zgradb. To je tudi neke vrste uspeh, po mojem mnenju, da zdaj z razvojem novih produktov imamo vedno zraven v planu tudi razvoj knjižnic. Da ni to nekaj, kar bi kasneje zaznali, da je potreba, ampak mi jih delamo. To je zdaj v bistvu nov način detaljirano, oziroma prej smo imeli AutoCAD tipske detalje, zdaj imamo knjižnice. No, to je tudi še ena res lepa informacija. No? Tako da to ni nek privesek za pol, ne? Ko nimaš kaj čez vikend početi, pa eno BIM knjižnico narediš. Ne? Ampak se štarta z idejo, da če produkt je BIM knjižnica zraven in eno brez drugega jasno ne gre. Ja. No, super. Mitja, imaš za na koncu še kakšno objavo, kje te lahko poslušalci najdejo, če hočejo kontaktirati? Ja, seveda me lahko dobijo prek socialnih medijev, sem na Facebooku, ampak tam boste najdeli bolj malo BIM oziroma mogoče kakšen moj render. Drugače pa lahko pokličete v Trimo, pa na recepciji rečete Mitja Vovko in me bodo najdeli brez problema. Lahko pa tudi mojo direktno številko objavimo. Ne, ni treba. V bistvu, če bo mail, bom mail dal gor in je to v bistvu, mislim, da več kot dovolj v bistvu možnosti, da te nekdo kaj vpraša dodatno. Če pa koga še kaj o tem renderiranju pa virtualni realnosti zanima, lahko pa tudi moja spletno stran osebno pogleda. Je pa Mitja Arhitektura EU. Mitja Arhitektura EU, super, bomo dali to vse v zapiske. Robi, še ti. Jaz bi samo pozdravil, da se stran odpre, samo če napišete www.mitjaarhitektura.eu. Ampak se odpre. Se odpre. Moji kontaktni dati so še vedno isti, na Twitterju sem Robert Klinc. Mail je robert@klinc.net, če kdo karkoli bi me želel poprašati, naj se oglasi.
Pa ti, Matevž? No, mene poslušalce še vedno najlažje dobijo, ker na Matevž Dolenc tam bo našel vse povezave in na Facebook in Twitter tudi. Sicer so pa BIM pogovori še vedno na spletu, Facebooku in Twitterju. Posod BIM pogovori. Na poslušalci bi apeliral, da če to poslušajo ali prek spletne strani ali prek kakšnega RSS feeda, naj se probajo naročiti, če imajo iTunes account, naj probajo to se naročiti v iTunesih. V bistvu sva zberi zelo vesela, če imamo teh naročnikov na podcast več kot prejšnji teden oziroma pred 14 dnevi. Tako da s tem smo, mislim, da zaključili. Mitja, najlepša hvala še enkrat za tole javljanje. Pa se vidimo čim prej spet, ne? Adijo. Velja. Adijo. Adijo.